Ljudje in ljudine, poslušate 145. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filmov, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, okušalne brbončice, otočne degustacije. Smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo! in Aljoš Hrlamo, tokrat brez gosta, a zato vsekakor nič manj gostobesedno. Današnja epizoda je posvečena filmu, ki je bil konec lanskega leta v kinu, zdaj pa si ga že lahko ogledamo na Disney+. In sicer je naslov filma The Menu oziroma Meni po slovensko. Če filma slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njem govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato na tej točki raje prostovoljno nehajte poslušati. Poglejte ga in se vrnite k poslušanju epizode, ko boste to misijo uspešno pravili. Če pa ste film že pogledali ali pa ga niti ne nameravate gledati in vas bolj zanima naš pogovor, pa se udobno namestite, popravite si slinček, pograbite žlico in zajamite gosto juho naših modrosti. Maestro, enega užitnega. enega. Bomo imeli ful teh kulinaričnih danes. Okay. Normalno. Skratka, danes delamo Meni iz preprostega razloga, ker nič drugega božjega ni bilo nikjer v kinu, sploh ne. Ni filma, ki služi milijarde ta trenutek. Tako da, ja. Rajš pove, da mogoče kakšen od agentov ni bil, se ni hotel zmočiti. No? Ja, mogoče eden od agentov, ne bomo ga imenovali, danes striktno, ne? Jaz sem to seveda jaz. Ja, nisem še gledal Avatarja. Mislim, da sem eden od 6 ljudi, po moje, Ja? ki ga še nismo zdaj. Drugi najbolj gledani film v zgodovini Slovenije. Ja. Tako. Ja. Ravno dovolj vas je za eno Facebook skupino. Sploh če boste kaj glede davkov ali pa cepljenja še šli Ja. zraven. Anaptenijo ima, veš kaj. Iskanje družinskega zdravnika. Ja, Torej, Shit. Krute imamo danes, vidim krute. Žanr, ja, Igor, nekaj si še zdaj. krute nič proti temu, kar se dogaja z Kitty v Avatarju. Ja, smo še zelo na izi. Dobro, nemo spoilati. Ja, zdaj, gleda zdaj. Ja. To pa se res nas podob. A ste predsednik ali kaj? Nisi bil izvoljen. Žanr, nekaka akcijska srhljivka, oziroma situacija s talci, malo seveda elementov grozljivke, slasherja, skoraj dobesedno, se pravi klalnika, in pa družbena satira. Se pravi... In še dinner party, žur, ne? Žanr, žur. Kar je dosti pogosto, da pač se celotno dogajanje se odvija za mizo, običajno tukaj gre. Zelo pogosto imaš ameriške filme, ki se dogajajo na zahvalni dan, ko vsa družina pride skupaj, pa se pač pride do neke drame. Ali pa lahko priporočam v teatru The Party je naslov. In je gledališka priredba filma The Party, ki je bil pred leti na Lifu, ki ga je Sally Potter naredila. In je tukaj v ljubljanski drami v glavni vlogi Nataša Barbara Gračner in je kar perfekt. Ali pa festen. Ali pa festen, ja. Če hočemo biti pretenciozni. Ja. Ja, čakaj, veš kaj je pretenciozno, to kaj mi jaz zdaj prebil. No? Buñuel, El Angel Exterminador. Dobro, pa Jezus. My Dinner with Andre. Čiri. Res. Skratka, ja, meni je kar v taki lepa družina. Ja. Na obilno obloženi mizi. Ustvarjalci, ki jih tukaj lahko naštejemo, je režiser Mark Mylod. Ja. Jaz upam, da se ne preberem Mylod. Jaz bi rekel Mylod. Ne, Mylod. Mylod. Ki je sodeloval pri Succession in Shameless, dveh neznanih serijah. Režiral pa je izjemen film Ali G in the House. Krasen, ena boljših zadev, kjer je Charles Dance villain.
Ja, nikjer drugače ni vilen, ampak tam pa se zelo znana scena iz tega filma, ne, in en višek cinematike, ko se Ali G proba betlati z njim in ga za bradavičke stisne, da bi nipple cripple izvedel, kot temu reče, in Charles Dance ne trzne. Vidiš, to je ta predanost. Da si mi zainštaliral besedo nipple cripple. Stari, Ja. Ok, ja, ta je za anale. Ja. Danes pač, ker bomo govorili o hrani, bomo verjetno res dosti teh spominov, takih Magdalenic in tega. Jaz imam spomin, da sem skozi Magdalenski park hodil v šolo. On je te vprustati, tlele v furat. On pa Maribor, stari. Scenarij ste pa napisala Seth Rice, ki je veliko delal pri Late Night with Seth Meyers, in Will Tracy, ki je kar nekaj časa delal za Last Week Tonight with John Oliver. Skratka, in preden seveda nadaljujemo dalje, najprej še igralce, zdaj kar nekaj znanih igralcev, ampak če naštejemo samo tiste najbolj glavne, je Ralph Fiennes, vedno se ustrašim, a bom prav povedal njegovo ime. Bizarno ime. Ki je, Igor mi je to sugeriral, da ne mogo misliti, da je to, ki je Voldemort, najbolj ga poznamo kot Voldemorta, zelo malo drugega je v Lifeu igral. Voldemort na zadnje pa smo ga večinoma gledali kot Emma iz Bonda. Potem je seveda druga glavna vloga Anya Taylor-Joy, ki je igrala na zadnje v Severnjaku, o tem smo tudi delali epizodo, pejte poslušati. In pa Nicholas Hoult, ki je v The Great, recimo v seriji Katarina Velika. Pa v Mad Maxu. Pa X-Menih. Pa X-Menih, seveda, ja. Povsod je. Pa About a Boy. Zdaj pa res... Pa Tolkiena gremo. Ja. V filmu, ki so vsi člani družine rekli ne. Toliko bolj drzno. Zdaj že imam res občutek, da nas bo Rejf poklical. Kako pa je? Voldemort. Ok, on je v Red Dragonu špil, da se ga tam fluta. To pa res. Tam je on hud. Ja, precej. Pa v Schindlerjevem seznamu, enem manjšem filmu. Mičkem. Črno-bel. Ja. Mislim, kdo gleda filme o seznamih? A je to še in? Se oprečujem, malo kašljam. Skratka, in to bi bilo v glavnem. To bo pa Igor zdaj obnovil zgodbo. Igor, lepo prosim, kaj je na meniju? Kaj nam ponujaš? Torej, dost preprosta zgodba je, odpre se v pristanišču, vidimo en mlad par in še ne druge ljudi, ki gredo na ladjo, kamor se odpravijo na najbolj ekskluzivno večerjo možno, v restauracijo, ki je edina pač stavba na tem otoku, kjer so potem odrezani od civilizacije, in večerjo zanje pripravlja šef Slovik, najbolj slavn šef, in njegova predana ekipa, ki kar zvejo tam. Slovik slovi. Ja. Ki kar tam živijo, zato ker drugače res ne imeli časa, da bi imeli še življenje, ker temu so povsem predani. In potem se jim je obljubljeno, da bo to nekaj posebnega še danes, in potem se izkaže, da to, kar je posebnega, je, da bodo umrli. In, da so oni namenijo. Da so oni namenijo dobesedno, čeprav jih ne poje nihče, ampak da je se temu šefu skeglalo in njegovi ekipi, in so si zastavili, da bo njihov zadnji večer, ker nimajo več kaj umetniškega izraziti, in bodo se znesli nad ljudmi kot nek umetniški performance, pri čemer je tu zdaj hrana performance, pa ljudje, ki pripravljajo hrano, so artisti mišljeni. In potem pač je tale... Mito je navdušen. Ja. Sumim, da šefi so za te artisti takoj poleg frizerjev. Ne? Tu nekje. Ne, to, da se smatrajo za artisti, sploh ni polemika tega filma. Zame. Ja. Bom več kasneje, ti kar zaključ. Potem pa je pač seveda tukaj tale lik
Margo, ki jo igra Anya Taylor-Joy, ki izvemo kmalu, da je tam po naključju in je cel večer, cel performance bil pripravljen za določene goste in ker ona ni določen gost, malo vnese kar nekaj zmedenot in poskrbi za nekaj zabavnih peripetij in preobratov. In to je to, zaključi se pa ognjevito in goreče kot vsaka dobra večerja. Ja. Okay. Ja, to je meni. Hvala, Igor. Mogoče za začetek eno tako vodno vprašanje, kaj pa zdaj ta vidva najbolj skuhati? Kaj je na vajnem meniju, no? če gostje pridejo k vama in bi želela postreči z kakšnim, kje je tu artistična, kako mi to zdaj gleda. Artistična žila, zlata, ne vem. Artistična žila pri kulinariki mi to. Vse, kar ima navodila na embalaži, znam narediti. Ne, jaz sem patetično obupen v kuhinji. Moj ne premore teh, kako bi temu rekel, poskusil sem, vse je bilo slabo, kar sem naredil. Dejansko se bockam po večini s tem, ko so ti zelo zame kaotični opisi količin določenega hrane, kao za pripravo kuhe, ščepec, what the fuck je ščepec, čajna žlička, what the fuck je čajna žlička. Razumeš? Te fore meni ne grejo, jaz moram vse imeti v gramih. Okay. To je moj glavni bif, s tem pa ne znam kuhati, ni šans. Jaz se s ponosom okličem, da sem pasivni vegan, ker vjem zelo vegansko to, kar Tina pripravi. Ne, res ne znam, probal sem, ne gre mi, nimam talenta. Rad pa jim dohlano, I guess, da je to neki. Igor? Jaz pa rad kuham, mislim, da večinoma jaz kuham. Pri nas doma, pri mojih družini, od tega, kar jaz delam, je najbolj priljubljeno golaš ali pečili con carne, to, kar vrejo naredim, pa palečinke. Kar je nekaj tako dost basic za vsak moški. Tak dead thing, da narediš palačinke, ki pač načeloma ne znajo tipi kuhati. No, ampak tudi, ne vem, od razne jedi od riža, testenin, vsega ostalega. Edino pri sledicah je pa tak, da je to ponavadi skupinsko delo pri nas doma, pa sam sploh ne vem, če sem taj kakršnokoli tako resno torto ali pa kaj takega naredil pecivo, ker je pa čist preveč receptov. Meni je pa, tudi ne maram pretirano receptov in nekako basically sledim, ampak prilagajam potem glede na lastne ideje, do česar pač priješ tem, da probavaš, pa potem ugotoviš, kaj gre not. Drugače pa en ful dober recept, začeli con carne, ki sem ga prej omenil, pa dejansko v osnovi po receptu od našega pogostega gosta Pižame, ki tudi zna kar vredo skuhati. Ja. Aljoša? Jaz moram reči, da sem med pandemijo kar dostkrat si sam stvari skuhal in tudi jaz vedno sicer upozorim svoje goste, ki so do zdaj pri meni jedali, ponovadi je to sicer mlajši brat, recimo, ampak da pač moje stvari ne izgledajo vedno glih najboljše, ampak so pa vedno dobre, no, vsaj meni je vedno dober in tudi ljudje, ki so jedli pri meni, niso bili nezadovoljni, no, zdaj ali mi lažejo, ker to ne znam povedati, ampak vsaj 3-4, ki sem jih v liveu postregel, s čimorkoli so bili kar zadovoljni. Jaz vam najraje delam sicer kakšne rižote, ali pa kaj takega peciva tudi jaz ne, pa pečem nekaj dost, ker je tudi moja pečica, ki jo imamo v tem stanovanju v Ljubljani, jo je nekdo toliko glancal, da je vse številke dol po glancu, jaz nikoli točno ne vem, tako da jaz 200 gibam, kje približno je glede na fotko pač te pečice, ki sem jo našel na spletu. Pa domnevam, da je ista pečica, pa sem si zacahnil, kje je kao 200. Čakaj, nima klikerov, da bi vedel. Ne, nič ne klika, ne. Nič ne klika. Nič ne klika to. Tako da ja, to zelo rad, pa kakšno zelenjavno juho ali pa kaj takega, posebej po zimi ful rad naredim in tist poljem lahko 3 dni in je tudi, ful, kaj tudi naredim res en orang piskar
piskar tega, ampak ja, jaz tudi moram priznati, da nikoli ne bi mislil, da lahko človek toliko uživa v kuhinji. Jaz blazno uživam v kuhanju in pripravi jedi, ampak se pravim, nikoli se pa ne sekiram, kako bo stvar izgledala na koncu, ker meni nikoli ne izgleda tako kot na receptu, pa jaz tudi ne znam tako dobro, ne vem, aranžirati ali ne vem kva, tako da jaz pol nikoli tudi ne fotkam doma svoje kulinaričnih poskusov. Jaz malo se včasih potrudim, ampak najprej mi je vedno tako, da najprej se potrudim za tem, da bo v redu okus, pa da ne bo razkuhano ali pa premalo ali pa kaj. Pol pa je odvisno, koliko še energije ostane za to prezentacijo. Pa jaz ful rad, ne bom rekel eksperimentiram, ampak ful rad uporabljam ful različnih začimb. Jaz imam tako kar obširen spice rack, tako da mečem noter. Včasih malo po okusu. To sem se pa malo naučil, sem včasih tudi ful se recepta držal, vse količine, koliko mora biti. Pol pa na neki točki, ko pa že znaš neki, pa se malo sprostiš, pa tudi probaš kaj, pa ne vem, pa že veš, kaj gre s piščancem, kaj gre z ne vem čem in tako. Edino zdaj, ker tudi jaz vedno več veganskega jem, skušam malo varirati, pa še kakšne stvari probati, ki jih prej pač nisem. No, vseeno je treba, čisto nekaj drugega je, ker z mesom je ene stvari ful lažje, ko pa imaš samo zelenjavo, recimo je pa že treba malo premisliti, kaj se gre noter, pa kaj paše skupaj, pa tako malo drugačno. Tofu pa še k vsemu. Ja, no. To je. To pa je res, to pa absolutno. Skratka, super, lepo vodno vprašanje. Preden gremo na film. Ja, mogoče še tudi to, kaj pa zdaj tukaj vidimo, ne, to je v filmu, skratka gre za ekskluzivno. Kaj pa na take kulinarike sta vajena, gre sta dostkrat probati na res to high-end restauracijo. Mene bi v tem filmu prvega odžagal, pizden. Se pravi, ti si bolj Anya Taylor-Joy tim. Niti ne, ona cheeseburger je na koncu, že tu odpademo. Ne, mislim, da je Veronika Zakonšek, Zakrajšek. Veronika Zakonšek. Ja, ker na Letterboxdu napisala, da v bistvu ta kot veggie bi prvi odleteli na takšni večeri, kot je tole, tako da v bistvu nikoli nisem bil, pa tudi odkrito povedano, si ne želim. Ne, nikoli te ni zanimalo, kako je, zakaj je neka jed vredna, ne vem, zakaj je en hod 200 €. Vsekakor me ne zanima, zakaj je en hod 200 €. Mislim, kaj, da razmišljamo 6 hodov 200. Ajde, če bi še šlo, da bi ta ves folk, ki ga vidiš tam v ozadju, da dela, da so vsi orank plačeni, dobro, vredo. Tako se mi pa zdi, da v bistvu preplačujem neko smrt tam v ozadju ali pa podplačano delo ali pa ne vem, ja, veš. Ker načeloma je meni to, mislim, stvari tudi kako se pravi, kaj smo rekli, da se piše kuhar, glavni Slovik. Slovik, ja. Ja, okay. Je res. Slovik, stvari, kako on to reprezentira, kako je zelo, zelo resnično, no? Zelo, zelo originalno. Bi jaz rekel, jaz do zdaj, kar se mene, ne vem, tudi zdaj jaz ne bom pretiraval, pa itak je vprašanje, kaj Slovenija je tako zelo, pa če jaz tudi nisem še jedel pri Ani Rož, da ne bo kakšne pomote ali pa kje. To pa jaz sem. Ti si jedel pri Ani Rož? Ja, prednje je bila... Rogličke. Ne, prav celo večerjo z več hodi. Aha. Ja, res je bilo dobro. Tak, jaz sem bil ta JB, kaj ne, tisti je. Pa zdaj dost, ene zadnjih par let recimo, da sem bil zdaj, niso pa to zdaj res tako Michelinove zvezdice ali pa ne vem kaj, ne. Čeprav sem zdaj, ko greva v Dublin, sva gledala, a bi šla kakšno Michelinovo, ampak so tako do aprila, pa je vse blokirano, pa ne moreš nič. In so tudi tako 5-6 hodov je tako 250 € na osebo. In to seveda brez pijače, ne? Večinoma pijača je vedno odšteta, atlete dobijo. Atlete dobijo. Dostkrat folk gre na tedne restauracij, pa je zraven, ne vem, sem eno vino in pol si misli, bomo pa ob vsakem svoj kozarček. Drugače se spodobi, tako kot je bilo v tem filmu, da te v vsakem je svoje vino, zato ker mora biti tako. In tu pol kar spušiš, še pol ene par 100 evrčkov. Zdaj pa razumem, zakaj ne vem, pri katerem hodu tale pršo pa rekel, ima von neke cvetlice, pa enega lesa, pa obžalovanje. Tako da na koncu to se mi je zdelo pa zelo, zelo ehtno narejeno in tudi tale
To smo zdaj skratka visoke restauracije, Igor je jedel pri Ani Rož, zapomnite si to. Najprej gremo, kako nam je bil všeč film, pa mogoče začnemo z Igorjem, ker vem, da je Mito neki ni bil tako navdušen, pa bo Mito drugi. Igor? Ja, meni je bil film zelo všeč, sem ga recenziral za vikend in sem mu dal 5 zvezdic, to ni prav pogosto. In mene je zelo navdušilo biti v kinu in jesti kokice zraven pri celi tej zadevi. Ampak dobro. Ja, predvsem se mi je zdel film zelo zabaven. Ves ta prikaz, režiser in scenaristi seveda tudi uspe najti tole mejo tukaj vmes, da zadeva deluje malenkost grozljivo, tako v stilu Midsommar ali pa Wicker Man, da pač imaš ta malo občutek, nekaj je tukaj zadaj, nekaj se bo zgodilo, hkrati imaš tale kulinaričen performance, rečemo temu, za katerega ki je hilarious, ampak hkrati dobiš tudi idejo, da je za te kuharje to iskreno, da oni to menijo, kaj so naredili, da je nek razlog za tem, da je neka umetniška intenca, oziroma vsaj pripovedovalska. Medtem in potem pač imaš reakcijo gostov, ki so vsi zelo slabi ljudje, ne? Ni nekaj dvoma. Mislim, tam mati, ki pije cel cajt, oni trije finančniki, trije finančniki, igralec. Oni so res. Ja, igralec, bogataš z ženo in Nicholas Hoult, ki pač je najbolj grozen. In potem so pač vse njihove reakcije na to, kaj se dogaja, zlata vredne. Tisti dialogi med kritičarko in njenim založnikom so meni perfekt. Ko ona dva vedno, ona nekaj reče pretencioznega in on še mora potencirati to pretencioznost, kot tek, a res, zakaj to počnete? Mislim, zaradi lastne zabave, ker druga nimate, ne? Ampak vse te stvari se zelo lepo zložijo. Potem pač imaš neko to družbeno kritično not, ki mislim, da za enega slovenskega gledalca ni tu zdaj toliko relevantna. Nota zate? Da, rich people should die. It's the rich, pa to. Ja. Ali pa at least cook. Okay. In tudi po drugi strani to, da se povsem posvetiti svojemu delu, čist tak, da živiš samo zato, da ti prinaša norost. Kar si mislim, da pač govori na izgovorevanje, kar pač je dosta aktualna tema, koliko berem sezname najbolj prodajnih knjig. Okay. In potem konec mi je pa zdaj zelo lepo zaključil, ker ti postane jasno na eni točki, da pač nekako bo to treba razrešiti z likom Anje Taylor-Joy in to, kako se razreši, mi je bilo zelo všeč. Ni dark, pretirano, ni nihilistično, ampak ni pa tudi zdaj, da bomo Kumbaja zapeli. Nihče ne zapoja Kumbaja, res je. Ja, to pa res. Za čuda. Mito, ti nisi bil tako navdušen? Ne, nisem. To je vse, kar smo lepo. Kaj pa tebi? Zakaj ti, mislim, videl sem, da si posebej ti ni bilo všeč, Igor, si zelo izpočela pogledal, ko je omenil to mejo med grozljivostjo, ko je primerjal z Midsommar. Kaj tebi ni bilo tle tok? Mislim, da v smislu tega novega vala hororja, kako se že reče, elevated horror, to kako že prevajamo. Privzdignjeni horror, da je tako en izmed teh... Horror v dvigalu. Mogoče je en izmed teh prvi v vrsti, ki pa zame fejla. Ja, zdi se mi pretenciozen, karikiran, nabuhel. Ni toliko horor sploh, ne? Ne, pa tudi ne gre se zdaj, da pričakujem čist, straight žanrsko linijo, ker vem, da je mešanca, ampak zgreši na vseh teh linijah, ki jih želi sopostaviti. Če se pogovarjamo o satiri, mislim, da ne pride do neke dobre satire, ker se preustavlja, pa začne komentirati skoraj da preko lika Anje Taylor-Joy,
kar meni avtomatično satiro zbija dol. Kot je en in kontekst ali pa in world lik začne komentirati isto, kot ti gledaš, naprimer, mi satira zgubi. Torej, ona se dejansko posmehuje, tam pa komentira, mu ugovarja nazaj, ne. Ja. Ona ni ta novoriš. In je v bistvu malo me ven meče, no, ta element noter. Ne. Če bi želel totalno satiro delati, se bi mi zdelo boljše, da greš totalno. No. Ja, naprimer, bi mi ta lik ven tu šteli, če se greš po satiri. Ne. Horor je bil predvidljiv. Ni zares grozljivega. Nič takega, v bistvu ja. In tukaj v bistvu potem trčiš ob zid body arta ali pa body performancea in 70-ih, 80-ih, po katerem se pač zelo zgleduje. Še tako bom rekel, če želiš dejansko dober body performance ali pa body art, pet na kakšno semestrsko razstavo AGRFT, kjer se pač mladi študenti dosti radi bolj hardcore izpostavijo za svojimi telesi. Najboljše pa zamenim, da v bistvu tale družbena kritika leti na karikature. Noben od teh, ki tam sedi, pa ne pozabiti, 2 uri bolj ali manj sedijo tam, nikam se ne premaknejo, in je zame leno pisanje, meni ti ljudje sploh ne obstajajo, bolj ali manj res samo zgolj površinske, plitke karikature. In to še najbolj zamenim, ker pa mogoče je cilj filma, da zdaj, dajmo se potem zaradi tega, ker smo te ostale like na ta način spisali, da so neki plitki koncepti, se ukvarjamo z glavno dinamiko med šefom pa med Ano Teljo oziroma Margot, ne? Ampak tudi tam ni nekega hudega konflikta ali pa nekega zanosa, da bi zdaj rekel, ta film bi mi zdaj v bistvu pa potem res zdaj preko tega odnosa ful več povedal ali kakorkoli. Filmu sem dal 3 od 5 na Letterboxdu, ravno zaradi tega, ker je gledljiv, jaz sem se zabaval, to pa tam tistih par presenečenj, ki imaš pa teh zabavnih quipov ali pa tak naprej, to je čisto ampak je zame nepovezano, bolj mi deluje kot neka meta komentiranje kritike, filmske kritike, v bistvu kako filmeri ne marajo, da v bistvu folk jih kritizira ali pa da youtuberi reviewje delajo, pa noben nima blage, kaj se v bistvu film gre. In je taka fora se mi zdi, da v bistvu je potem, ko se začneš enkrat spraševati, a bomo naredili slab film, da komentiramo slabe kritike, ki kritizirajo slabe filme in imaš potem takoj neko Mobiusovo zanko, a veš, si misliš, ampak moraš zaradi tega narediti slab film ali pa slab komentar ali pa neko pretenciozno, a veš, zadevo in bolj, tako bom rekel, bolj ko razmišljam o njem, slabši mi je. Ja, včeraj ob 11, ko sem ga zaključil, se še bi kar pa se zbudim danes, pa tako začnem razmišljati o njem, tako ne, to mi je slabo in pač ne seže mi, sorry. Ne, mislim, se strinjam tole z statičnostjo, ampak dejansko je večerja. Ja, ne moreš tega narediti. Sama ta statika v smislu, komentiral bi, lahko bi rekel, zakaj se vsi ne oprejo, pa grejo ven. To je dejansko v filmu celo omenjeno, da šef njim reče nazaj, če bi se vi oprli, bi lahko zbežali. Ampak film ne potrebuje tega in niti jim ne omogoča, ampak to ni fora šefa, ki je dejansko vodja kulta. Dejansko je problem tega, da v bistvu moraš jih oropati kakršnikoli izbir, zato ker zgodba ne omogoča karkoli drugega. Če bi imel tu svobodno voljo in noter spostavljeno, rečemo človečkost, bi ta film propade. Tu se gre samo pogovarjanje koncepta s konceptom. Ja. Samo to, da so oni stereotipi, karikature bom, jaz vztrajam na tem. Ja, sorry. Vem, da je slabšalno, ampak z namenom sem to besedo uporabil. Ne, ampak dejansko imaš take ljudi tudi, kot so vsi tile. Nared mi portret potem tega, da ne bo karikatura, ki je ta površinska iznajdba za bistvo. Veš to, kako tajnico od tega igralca, Leguzmana, hvala, bistvo hitro okrca, ne? Ona če službo pustiti, na koncu se ti malo smili, pol pa je tako reče, kam shodila? Na Brown. A imaš študentsko posojilo za odplačanje študentskega dolga? Ne, ajde, you're dead. In to vse, kaj veš o teh likih. In to bi gre malo na živce, zato ker v bistvu se z nobenim niti ne moreš identificirati, niti te ne zanimajo in vse, kaj potem ostane od teh vseh brihnih komentarjev ali pa quipov med njimi samimi, je v bistvu pogovarjanje med koncepti, kot, ne vem, tisto najbolj površinsko Facebook komentiranje, veš, oni bogati, oni itak žrejo tam nekaj. Ja, ampak to je perspektiva
šefa, to ni tvoja perspektiva, ki jo ti dobiš. Tvoja perspektiva je tako, kot si rekel, tebi se ona zasmil. Ne. Meni se je definitivno ona bila od vseh likov najbolj simpatetična, mislim, poleg Anje Taylor, vsi ostali, pa mama, žena Unga, ki jo je prevaral. Ja. Recimo, da sta mi bila najbolj ženski, vsi ostali bi mi jaz tudi rekel. In meni se je recimo to, kar si citiral, zdelo najboljši prizor v celem filmu. Ja. A si hodila na faks, ja. A si imaš kaj za plačati? Mislim, to je meni tak en viticizem, ki je noter zmetan. Ja, ampak povedi točno to, kje je šef, kje on stoji. Pač ja, on, mislim, zdaj, ja, se strinjam, da so ene stvari preveč površne. To se strinjam se, da je režija tako, pač nič posebnega, pač kamera je tam, kjer mora biti, da posname to, kar mora posneti in to je to. Lahko bi se tle naredilo več, ker kvečemu mene moti, recimo tist, da jih spustijo ven, da nekam laufajo. Tiste malo pointless. Si tako vedel, kaj bojo. Ja, tam je, tisti je zaradi neke dinamika, da ne bomo, zdaj bomo pa pač to sedenje malo prekinili, se malo sprehodili, pa prite nazaj. Tisti je malo tako brez veze. Edino tam pri tisti sceni je on zadnji, ko je skrit v kokošnjaku, ko mu kar dajo torto. Ja. Tisto mi je bilo lušno. Tisto je bilo še kar ok, ja. In ti ne maraš humorja. Ja. In definitivno ne gre, kar se tiče grozljivke ali pa tega telesnega hororja, ne gre nikamor. Ne, lahko bi bilo midsomarsko dost bolj. Če bi tisti bil prizor, ko se on ustreli v glavo, res grozljiv, narejen res visceralno, bi to ful obrnilo ton. Ampak jasno je bilo tudi to, da film tega noče, ker na koncu, tako kot je Igor rekel, ne da samo noben ne zbeži ven, oni na koncu so celo veseli. Nekako, ko jih gledaš, tako celo čakajo, da on vrže tisto, karkoli že ima, vroč kamen ali žerjavca, ja, da jih pa zažge, ker pričakujejo, ker jih je prepričal, da si zaslužijo smrt ali kakorkoli. Ker so vedeli, že ko ste tja prišli. Ja. Ampak recimo meni je Anja Taylor-Joy ključen lik v celi zgodbi, ker brez nje ti ne dobiš samo kritike visoke kulinarike. Ti bi dobil samo, kako visoka kulinarika oziroma šef kritizira, kako jo dojemajo, tle pa z njo pa ti dobiš samo kritiko, ker mu ona pove, ja, ok, oni so bogati, pa sploh ne vejo, kaj jejo, pač privoščijo si lahko bolj jih ni kurat, pač dajo teh 200, koliko je bilo jurja, pa $5, pač dajo, zato pridejo, jejo, ta Nicholas Hoult je pač foodie, pač tipičen foodie, ki je na vse se spozna, vse ve, ampak ne zna pa narediti niti, a veš, jagnječih kotletov ali ne vem kaj, z njo pa ti dobiš to, da pač ona njemu tudi pove, glej, ti ne, to, kar vi kuhate, je pač znanost, je laboratorij, je show, performance, ni pa v tem nobenega srca več, si to že zdavno izgubil. To je čist površinsko, ne? Zakaj je to površinsko? Pa ne, meni se... Površinsko je, ampak je avto, z njo ti dobiš samo kritiko, brez nje ti nimaš kritike, ker ti bi lahko verjel, da je to, kar šef govori, resnica. To se meni, če je to srž filma, je to še bolj stupid, kot sem mislil, da je. Ampak, ker v bistvu šef je dejansko razočaran, da so v bistvu konzumenti njegove umetnosti. Tako... Ne zgolj to. Kaj? On je tudi razočaran nad vsem, zato ker je ugotovil, da ta performance, ki ga dela, ga ne veseli, ampak nima veze ta performance zgolj z odnosom publike, ampak ima z njim samim. Ja, to mu ono na koncu pokazal. To je problem. On je v bistvu kao zgubil celotno veselje, ker so ga drugi v Evropi. Ne. On je zgubil veselje, zato ker zaradi umetnosti same nima pointa in ne glede na to, pač, če ti nekaj dovolj daleč furaš, pač postaneš vodja kulta v svojem izrazu in ne glede na to, kak te publika dojema in ne glede na to, koliko si ti plačan za vse skupaj, ti to ne more dati veselja, zato ker nimaš odnosov z ljudmi, ker si vse posvetil temu. Vse to je zelo surface level, vse to je in verbatim povedano, celo on pove, kaj ga je razočaralo v življenju, ampak to je meni premalo za film, ki se v bistvu s tem ukvarja. Kako ne reče, ta Anja Taylor-Joy lik je v bistvu itak stand-in za gledalca, da se lahko zgraža nad vsem dogajanjem. Ker smo gledalci prostitutke. Absolutno smo. Na koncu ga itak premaga z nekim reverse ratatouille momentom, finish moveom, da kao, ljubezen je pomembna. Ja. In ta kult, že na tej podlagi,
je zelo bedno zastavljen. Kao, on je razočaran, ker noben ne uživa z ljubeznijo tega, kar počne. Ne, Ja, Nicholas Hoult je absolutno noro uživati. Ne. On je v bistvu tisti, ki secira brez užitka, Tudi, zgolj logos ampak uporablja. Ne, to sta dva food kritika. On uživa maksimalno. Ni koliko. On se baše, stari. On se Ja, baše non-stop. To ni uživanje. Ne, ampak v vsakem primeru ni point šefove nesreče v tem, da ljudje ne uživajo v njegovih kreacijah, ampak v tem, da dela kreacije, ki zanj nimajo smisla. In pol jih izvaja celo večer. Točno te iste brezdušne kreacije kot komentar. No, to je meni slab. To je meni slab komentar nasploh. Naprimer, zmoti me, da kao se filmski avtor odloči, kao to me moti, to bi rad komentiral. Kao, ne? To je umetnost zame. Kao, se mogoče še v tem aspektu film najboljše dela. Kot komentar foodie kultura mi je čisto pogorel. Ne, se to lahko kot umetnost tudi. Ja, ampak mislim, če ga razumem kot umetnost, v bistvu mi še nekako na pol dela. Kot foodie kultura kritika, kot družbena satira, mi gre čist mimo. No? Ampak v tem, da pač film bo zdaj ponovil vse te iste očitke in isto slabo izvedel, kao prek te repeticije, ne? In na koncu zopet rad bi uporabil to zopet isto idejo, kao kontra Ratatouille manevrom za tem cheeseburgerjem, da bo on svoj nasmešek pa ljubezen ponovno odkril in se kljub temu odločil za masovni poboj, se mi zdi pač slabo. Sorry. Meni to ne seže. No? Nisi ugotovil, da je too little too late, nima mene variante, on izhoda več. Konec je polja, valjda. Tudi, kaj bo pol... Tega ne vidim, razumeš? Tega ne vidim. Za trenutek najde, ampak se nima življenje smisla. Ta epizode smo dobili, hvala Igor. Ne, mislim, skušam razumeti, kaj te, mislim, razumem, kaj te moti, ampak kaj ti ne razumem, zakaj te to tok moti v resnici, ker se meni pa zdi, ravno z tega meni prvič kot deluje kot kritika visoke kulinarike, se mi zdi ful v redu tudi jaz, kadarkoli sem jedel v taki restauraciji, sem se pol vedno, ko sem nekje drugje v neki pristni zadevi, recimo na zadnje, ko sem bil v Italiji, je bilo tako, šla so v eno res high-end restauracijo, kjer sem pustil tako 2x več keša, kapol, na neki ulici, kjer so bila in meni se je zdelo uno na ulici 2x boljše. Okay. In ne toliko zaradi tega, ker uno ne bi bilo dobro, zdelo se mi je dobro, ampak se mi je zdelo, da je pretenciozno, da bi je mogel šef priti za vsako stvar povedati, kako je pripravljeno, uporabljati take besede angleške, visoko leteče, da si bi tako, ok, fakt, to pa moram preveriti, kva to sploh pomeni, ker nisem razumel, kako so niti pripravili zadevo, medtem ko je tam una hči od lastnika svojemu bratu skušala dopovedati, kako naj v angleščini pove, kaj je to za ena riba, pa on ful ni hotel, da mu sestra soli pamet. Okay. In je tako, in je pač povedal nekaj naspom, ampak mi je bilo tist hrana, dosti bolj manj je bilo nekega sekiranja, kako sedim, kje sem, krožniki niso bili ena, ne vem, dobila smo na neki, tako kot na zadnje v Ljubljani, ki so dobila na kamnu suši, recimo, na taki dolgi skali in si tako, super, pač fantastično. Pač tudi meni se je zdelo totalno pretenciozno, kako se stvari v restauraciji dogajajo in se mi je zdelo kot kritika visoke kulinarike, ful v redu, hkrati pa tudi kot artist. Meni se je zdelo, da je točno to, kar je, da ti kot artist pač zgubiš nek edge, ker pač postane vse performance in iskanje keša in novih stvari. Kje je ta kritika? V bistvu jaz vidim slogan. Jaz vidim eno stavčno kritiko s prstom ne more kazanjem. biti rešitve, mi to. Ja, ne, mislim, meni je to tisti najbolj osnovni problem, ki ga lahko izpostaviš, ki je legit, kakorkoli, ali kot umetnik, ali kot foodie, ali kakorkoli. Samo, če ti zgolj s prstom kažeš, pa se niti ne potrudiš, da bi šel globje dekonstruirati neko zadevo, pol jaz so oprosti, vidim tle, prej to, kar se meni zdi, da film skuša narediti, da ima surface level, srednješolsko kritiko na kritiko samo. Ne, on povabi v bistvu k sebi najbolj nadute bedne ljudi, še najbolj je izpostavljen v bistvu odnos teh dveh foodie kritikov, pa Nicholasa Houlta, kot teh uživalcev te velike umetnosti. Ostali so v bistvu ostali so zgolj konzumenti zraven. Mislim, oni novo riš, ki v bistvu imajo samo dovolj keša, pa bolj njih kurac, in tako probajo problem rešiti s kešem. Rečejo, mi smo, lahko vsaj rečemo, da smo bili tu.
Ja, Glavno, da lahko točno rečem. to. Ampak to lahko vse to je tak surface beden level meni, da v bistvu z enim stavkom se v bistvu rešuje te zadeve. Kao, on je takšen v enem stavku, ta kritika je v enem stavku. Šef se razburja preko te kritike ali pa on kritizira v enem stavku in pol naredi zelo surface level body art performance iz tega, ki je tudi zelo povprečen vse za moje pojme in se mi zdi, ok, tle mora biti nekaj več. To besedno, če grem v reviewe, ki sem jih danes spremljal, no, pa sem malo cajta vzel, vsi so ful navdušeni na tem filmu, tudi vidva sta navdušena na tem filmu. Ok, what am I missing? Ja, očitno vse. Ja, očitno vse, ja, ampak tako se mi zdi, da ene fore, da je pač bolj to, ne vem, ne znam iti globje kot pač, da vidim to, da je zgolj to komentar na kritizerstvo samo. Ampak zakaj? To je mito, tu pa se ne morem strinjati. Okay. To je samo, če ti zavzameš perspektivo šefa, ki pa ni prava. Ravno Anja Taylor-Joy, oziroma njen lik, dokaže, da ni njegova perspektiva prava. Jaz mislim, da ona ponuja premalo vstopne točke. Kaj pa veš o njej? Kaj veš o njej? Ne rabiš nič vedeti. Se to sebe daš not, zakaj bi moral njo? Ok, ona je prodajalka storitev, se izrazita oba dva, ne? Za Surface. Ona je spremljevalka. Ok, kaj še vemo o njej? Iz Nebraske, oziroma Massachusetts. Ampak zakaj bi mogel kaj vedeti o njej? Ja, lej, jaz bi rad Meni vedel. pa je poanta, da je misterij. Tudi se mi zdi, da ona skozi, tudi jaz bom še film pogledal, ker me zanima, ker v tisti sobi njegovi, ker ona drev njegovo pločo, je mogoče kakšen clue, kaj se njemu, ampak meni je pa poanta tega, da on ostane skrivnosten. Jaz sem zdaj zvedel, da on ti bom jaz povedal, veš, kaj sem jaz videl v njegovi sobi, kao, ne? Se v bistvu se do onga fotke hamburgerja, njegovega nasmeška, ne? To pobere z tega. Ja, ampak ona se je tudi sprehajala, kako je on počasi se prodajal. Kako je njegov ta uspeh dejansko tudi zgodba o tem, kako se je prodajal tem istim bogatunom, ki jim zdaj vse zameri. Pač to. Ni tle nič drugega, stari. Ja, pa zakaj bi mogel biti? Jaz sem dvakrat pogledal, edino, kar je problematično pri tisti sceni je, da tak res dvakrat ali trikrat celo pokaže tisti njegov nasmešek s hamburgerjem, tako da ti je potem jasno, toliko bolj, kaj bo ona se izbrala, ampak ko prvič gledaš, niti ni nujno, da opaziš, no. Ampak bi lahko bilo malo bolj subtilno. Kot tudi en kup drugih stvari bi lahko bil bolj subtilen. Ampak meni ne rabim njene dodatne backstory in to, koliko zvemo o šefu, je čisto v redu. Mislim, poleg tega, koliko krat imaš mito grozljivko, pa ni grozljivka, ampak karkoli je srhljivka, whatever pač jo imaš. Slabo pripravljena jed, rečemo temu. O artu, ki se nanaša samo na se, ki govori o visoki kulinariki. Povej mi, kaj pove ta film o visoki kulinariki. O artu. Da je pretenciozna, da je pač, da je... Če ne delaš... Ena beseda, še kaj. Da je narejena pač za elite. Ne, sem to, da če ne delaš umetnosti iz lastnega veselja, iz ljubezni, da je pointless. Gled, to ni nekaj zdaj novega, in ni neki zdaj, da bi bila topla voda. Ta dva citata ven zrezu, pa jih objavil, ki me zanima. To je tako simpel, se mi zdi, da film, ki se loti tako velikih zadev, ali pa zelo širokih potez, ali pa tako bom rekel, z velikimi potezami skuša naslikati nekaj, ampak dejansko so to točno take enostavčnice, pretenciozne, se strinjam. Z ljubeznijo, ampak kaj je narobe s tem? Ne razumem, zakaj bi bilo narobe nekaj, če lahko temo poveš v Ne, meni se zdi, da v bistvu o Avatarju lahko poveš. Ne gre se za to. V Avatarju se lahko ful dobro živiš, world building tam, ampak dobro, to je zgodba za gre. Zdi se mi, da v bistvu on skuša zelo iz nekega larpurlatističnega stališča ta film komentirati kritizerstvo, kritike, ampak dela to štorasto, pretenciozno, pa z zelo širokimi potezami, ker mislim, da bi po moje v bolj veščih rokah se lahko to kao globe dalo raziskati, pa tudi kritiko, družbeno satiro ala foodijev ali pa bogatih, Nouveau Riche, dosti dlje raziskalo. Jaz mislim, že Glass Onion, pa ni najbolj napisana zadeva, mislim, dobra kriminalka. Čakaj, samo malo. Če boš zdaj tam rekel, da je to kaj več kot površna kritika. Ne. Družbena, hoče samo povedati, da tudi Glass Onion ima več zapovedati globja o bogatih kot to, v komparativistično zelo primerjam. Mislim, o samem Elon Musk liku, ki ga tam le spoznamo noter, je lahko več razberem noter kot tukaj od čisto vsakega lika v tem filmu.
Jaz pa Ne. se ne morem strinjati. Okay. Recimo, enako mi je smešno, ko rečeš, to je tako, kot da bi zdaj jaz rekel, ja, kaj pa je Get Out, to je grozljivka o rasizmu. Ja, Ena beseda. Ne. Ja, sorry, to je ista stvar, ne moreš ti reči, da je zdaj zato, ker je ena beseda. Jaz bi rad v tem filmu več videl, ampak zgolj vidim karikature, res, v teh likih, ki so tam postavljene. Ja. Se pravi, odnos med Anya Taylor-Joy pa on jih je šefom. izbral za to večerjo, zbral je pač najhujše, zbral je pač največje karikature. Ja, ok. Mislim, to se da Ja. motivirati. Mislim, gled, To se me zelo slabo dotakne, ampak Glej, če bi iz parlamenta hotel zbrati par največjih kekcev, bi zbral tiste, ki so karikature. Ne, res, ker težko verjameš, da so dejansko resnični ljudje. Ker drugače pa strinjam, ja, absolutno bi lahko šli še malo globlje, lahko bi bili kakšni liki manj, recimo. Jaz nisem bil čist, una dva bogataša sta brez veze, če že imaš une tri, ne? Rejš me une tri ali pa samo njiju, karkoli bilo, ampak oni so bili zaradi unga lastnika, je pač upeljan noter, ki je tudi nek... Ja, naprimer ta senator, slash žena, ne, sta mi v bistvu zgrešena. Ne, čisto, od njega si izvedel, da ima očitno neko zgodovino zlorabe, ne, za sabo, pa pokojno hčerko. Ne, pokojno pogrešano. Pogrešana, pardon. Pa zelo nenavaden odnos do te hčerke. Pa ženo, ki na koncu bolj ali manj je bila njena vloga, da je kao edina izmed teh bogatunov, kao da odpustek, da lahko pet. To. Spet govorimo o zelo kompleksnih likih. Ja, ful. Kako lahko rečeš, da je to karikatura, če je na koncu ona se lastni pusti, pa ji reče, pej ti reši se. Oprosti, meni so statisti. No. Meni pa ravno zaradi takih stvari ne. Meni se zdi, da tle ona šla prek neke svoje elitizma, tega, ki bi ti pričakoval, da bo zdaj neka bogata ženska, pač, ne vem, poklič policijo, ne vem, kaj ona pa je sam pokaže, pet, mi smo pogubljeni in se vda v sodo in ji pač pusti. Meni se je to zdelo fajn. Ne, sorry. Ne me narobe razumeti. Ne, pa se je v redu, nočem biti protivniški per se, jaz sem vseeno dal to 3 točke. No? Lega zdaj. Ja, res sem dal. Hvala ti za te 3 zvezdice. Ne, ampak res me je. Ti bo režiser pisal. Predvsem danes me je to presenetilo, ker sem šel skozi review in ves folk je kao, ja, ta družbena satira. Ja. Kakšna? Družbene, mislim, napad na novo riš ali pa bogate ali kakorkoli je najbolj poceni varianta, v redu, no problem. Ja. A veš, ampak naredijo malo boljše, koliko razumem, je v bistvu trikotnik žalosti malo bolj poglobljena varianta. Jaz tudi ne, samo ker sem videl te sopostavljanja v teh reviewih, ne, pa tudi White Lotus ima malo več zapovedati, bo očitno tam ja, ampak White Lotus ima 10 ur. Pričemer, pa tu mene jezike se, tu pa jaz ne morem strinjati, ker zame je recimo White Lotus totalni liberalen bullshit. Ok, nisem še ga pogledal, ne morem komentirati, samo govorim, ker so zdaj drugi sopostavljeni, tako ne. Meni je žal, da ni mogoče si vzel več sajta za točno to zadevo, pa oropal, ne vem, kakšno drugo zadevo v tem filmu. Mogoče kjer par ven vrgo, mati ven vrgo, pa se poglobil. To pa se absolutno strinjam, da je tle mal preveč, pa mal je predolg, zato ker tisti bežanje ven, pa polun, reševalc, tisti tudi nima smisla. Taka fora, lej, samo to pogrešam. Ne, tisto ima point v tem, da se on potem nazaj obleče in jim pokaže še enkrat, cel večer sem vam tukaj že stregel in pripravljal hrano, gledate dobesedno v mene, pa si noben ni zapomnil. Zdaj pa eno vprašanje, če je to družbena satira v smislu, lejta bogate, eat the rich, recimo tako zelo enostavčno rečeno. Ne? Okay. To v bistvu izraža ta vodja kulta kot šef. Ne? Ampak a slišimo mi razen, pa tudi od Anje Taylor-Joy ne slišimo toliko tega kot tis pa, veš, pospetnik ali pa ta vertikalna mobilnost, ne, ta komentar, da tega niti ni toliko tlele noter. Ne. V bistvu, kdo izjavlja to kritiko? En od bogatih ali en delavc? Noben, to ti kot gledalec vidiš noter. Ker naprimer jaz vidim noter malo more nekih likov kot delavci, ampak so v bistvu zgolj pripadniki kulta, ki so popolnoma brez neke globine. Ne. Ja, zaradi tega, ker tako visoka, ker visoka kulinarika res tako deluje. Ja. Kot kult. Ne, mislim, to je pač del kritične osti. Pri čemer tukaj ni zgolj stvar visoke kulinarike, gre se za katerokoli delo se mu tako posvetiš, je to kult. In so tukaj startupi tudi noter mišljeni, ki niso art, ki so bullshit, ala Termanos, pač Elizabeth Holmes ali pa Facebook ne nazadnje ali pa karkoli, Tesla.
in tudi art collectives ali karkoli takega. Ampak mi je pa zanimivo, da dobro, mi dva z Aljošo se tudi ukvarjava z umetnostjo na nek način, ne pa Aljoša je tlo pisatelj. Ti si pa edini, ki se preživljaš z umetnostjo in ti portret umetnika vidiš kot najbolj lek. Ker on meni v bistvu ni umetnik, on mogoče se sklicuje na to, mogoče se deklarira kot umetnika, ampak jaz ga prej vidim kot vodjo kulta. Ne? Pa recimo, da umetnost je lahko kultna ali pa da... ja, smešno, ok, ko sem rekel. On je pač, jaz ga vidim kot razočaranega vodja, ki je v bistvu zapadel v ta končni zamah in lahko rečeš, ok, izpeljimo tale Waco ali kaj že pač Jonestown Massacre in je to. Ne? Od same umetnosti je pa v bistvu bil oropan od ljudi, nad katerimi se on v bistvu želi zamaščevati. Pa še to ne ti prav dotični ljudje, ki so ga oropali ljubezni do njegove lastne umetnosti, ampak pač neki placeholderi, karikature bom zopet uporabil. Ja. In se mi zdi v bistvu kao ekstremno. In zdi se mi za njihove pregrehe, ki se jim očitajo, ne, še tako bom rekel, totalno pretirano. Sploh igralec. Tudi to. Ampak, veš, tako se mi zdi, pa da še hkrati kao ostali se vklapljajo v to noter, pa dobro, ok, zopet lahko zapadeš nazaj v kult. In to se mi zdi filmom mogoče malo problematično, ker ok, lahko vse to izrečeš, lahko to rečeš, lahko pokažeš, pa na koncu se tako celo malo počutim, da v bistvu film sam sebi kao deva ta oklep oziroma ta Mobiusova zanka, da kao, če ga boš ti zdaj kritiziral, na točno tej točki je on točno o tebi govori, veš kaj mislim? Kot kritiko te točno določene točke. A štekaš? Ja. In tu se mi zdi, da... Ampak spet to samo, če ti jemlješ njegovo pozicijo kot edino pravilno, kar ne smeš. Ja, lahko jo jemlješ kot napačno, kot jaz, pa razberem kao to površino, ki se mi zdi tako... Mislim, drugače tako, ena izmed definicij grozljivke, zaradi česar je tudi zame to še vedno grozljivka, je pač ta, da je to, kar si ti rekel, da je ne maščevanje, ampak da je ta udarec za krivdo vedno ekscesen. To je poanta grozljivke. Zato v slasherjih umirajo najstniki, ker seksajo, to je njihova kazen. Aha, to je njihova kazen, to misliš. Ja. Pač, če ti pač imaš policaja, ki strela, druge je to maščevanje, če pa bi začel klati, je pa grozljivka. Pač tu je ta razlika, tako da jaz mislim, da ta element definitivno mora biti. Je pa definitivno niso vse stvari super motivirani in meni je tu pač za pohvaliti pač Fiennesa, ki je pač toliko hudimano fucking amazing v tej vlogi, da ti proda tudi to, da bo zdaj unga ubil, zato ker mu ni bil všeč film, ki ga je pogledal na edino prosto nedeljo leta, ne vem, 95. Čeprav v tej točki sem še ga najbolj razumel. Ja, ker je tako, pač jaz sem pa tako na Letterboxdu napisal, da mi je res motivacija mi je bila smešna na trenutke, ampak ker on to tako hudimano dobro odigra, je bil vseeno kao believable, no? Pa je tak ekscesen človek, no? Tako da to se mi je pa zdelo, zanimivo, no? Res mi je zanimivo debatirati na ta način. Ne, sem vedel, da bo danes to, ker mi smo se zdaj, za naše poslušalce, mi smo se do danes zjutraj prepirali, kaj bomo sploh delali, ne? Pa ok, smo potem privolili v to, da sem vedel, da bo... Smo privolili, kdo je privolil v to? Lepo. Sem vedel, da bo mogoče malo bolj žesto. Meni pa bil lik Nicolasa Holta čist. Hilarious je in hkrati poznaš take ljudi, ki toliko not padejo v stvari, da to za nikogar ni vredno. Meni pa bilo tako, super mi je odigral, izjemen igralec mi je. Tako se mi zdi, da v primerjavi z ostalimi, ki so pač delali s tistim, kar so imeli za delati, ne vem, kaj je bilo napisano sicer, ampak vem, da je bilo tudi dosti improva na setu, to sem v par intervjujih videl. Mislim, vsi so iz okolja, kjer pač se je improviziralo. Ja, se tudi po teh dveh piscih, ki sta je razumljivo. Ampak skratka, meni se on malo zdi, da malo z drugega filma, ker je ali je toliko dober, ne vem, kako bi zdaj ga ocenil, ali je toliko dober, ali pa toliko pretiran, ker se mi zdi, on je prava satira, da v bistvu on, pa še tista dva food kritika, da še najbolj delate, da vsi ostali pa malo manj. Ampak meni je bil, on je res izjemen. Tudi tako ta prehod, veš čas veš, da je nekaj narobe v njunem odnosu, pa ne sam ta, recimo, razredna razlika, ker je on da takoj vedeti, da pač
nimaš pojma, pa vse je takoj, pač, kaj je že rekel, shut up and eat, ali nekaj takega, da mora uživati. Ful mi je, pač, ja, gled, se pa sučem takih okolij, da poznam dosti teh ljudi, ki so tako, se boš usedel nekje in ti bojo vse pač pojasnili, ja, veš, to pa je ne vem kaj, in ti bo pamet solil, a čutiš to, se poznam, vsak ima prijatelja, ki vino prinese s sabo, pa ga pol odpre, pa ti pojasni, ker ti pač ne boš itak znal tega ceniti. Ja. Jaz, če bi imel prijatelja, ki mi to naredi, ne bi bil več prijatelj. Come on. Ne, meni so najboljši. Pač, okay, vino ima eno tradicijo tega, da se tako govori o njem. Okay, recimo, pa jaz ne maram vina pretirano, ne? Ampak pol se je to začelo s pivom delati, kot je kelner. Katero pivo pa imate odprto? No, zdaj pa imamo to. Tako je. Ono, ki najbolj prbije. Da je enega, da me odžeja. Ja, ne bi taka Štajerca. No? Ampak tudi seveda v pivo je zdaj to. Priznam, da to tudi jaz kdaj delam. No? Tudi jaz rad preučim meni, vedno, ko pridem kam za pivo, pa si izberem, pa nisem tako nedolžen. Ampak poznam pa ljudi, ki te bo tako za vsak grižljaj, pa kako moraš uživati. Ja, dosti tega je totalni fucking bullshit. Mislim, samo nekaj razlika, jaz foodie, sploh nimam kritike, ali pa ta film se mi zdi sploh ni problematično v tem smislu, koliko komentira ali pa kritizira foodie kulturo. S foodie kulturo nič ni problema. Če uživaš v dobri hrani, jej dobro hrano, ne biti pa poš motherfucker, ki bo tam vsem razlagal, kak je, a čutiš ono, kaj je bergamont, ko tam le na kotičku zadnjega jezika, pa Pa mislim, to mi je pa še sploh glihka izpostavljena bergamotka, ki je najbolj basic shit, ne? In taki je zaznal, bergamotka je v Earl Greyu, to je tak ful opazen okus, če čaj piješ, ga jo poznaš, ne? Ja, dobro, to so Američani, kje pa oni čaj pijejo. Ampak glej, tudi mi imamo med komentatorji naših objav dostikrat ljudi, ki bojo napisali, to je shit od filma, zakaj to gledate, zakaj to objavljate, to je pač bullshit, pač ful je tega med nami, dobesedno to ljudi, ki se imajo, ki tudi nimajo v resnici nobenih za sabo, nobenega študija filma, pri nas ne moreš študirati filmske kritike, noben od naših ni študiran, ni napisal kakšne knjige o žanru ali pa ne vem kaj, pa ti bojo... Mi smo. Ja, razen nas, pa ti bojo prišli pamet soliti, ne? In meni se je ravno z tega vidika njegov lik zdel eden najpomembnejših v resnici, ker je bolj pomemben kot una dva, ki sta res uporabljata pretenciozne besede in takoj vidiš tudi ta odnos njun dinamike, kar ona reče, bo on takoj potrdil in vedno bo počakal. Seveda, kaj je pohleven. Vedno bo počakal, kaj bo rekel, ko reče, da je kaj tisti neka omaka, ali kva imata tisti, da je zlomljena, whatever, pač to. On takoj, pa res, takoj sem opazil, nisem hotel reči, pa nekaj tako. Zanimivo, on je njen urednik, ne? A si ti tudi kdaj tako obnašal? Ja, jaz tudi, če si opazil v unem pogledu, pa sem jaz kovalda. Ti bi tudi brez besed zbežal v kokošnjaka, ne? Ja, jaz svojega avtorja tudi prepustim v sodi, karakol. Tako da no, glej, sej, mislim, poanta, drugač pa meni je to poanta, to, kar je danes, je v bistvu fajn, da vsake to, kot se nam zgodi epizoda, ker se ni treba strinjati o vsem, ne? Mislim, ko se bomo vsem strinjali, je najbolj bedno meni, no? To so najslabše epizode. Čeprav, veš, kaj bi ta film nucal? Prav ene take 3 podcastere, veš, da bi on kao foodie podcaster, motherfucker si mi, 120 epizodi, ko popluvo, moj burger. Ajde, račmo burger. Ja, gled, mi zaenkrat še nimamo moči, da bi mogli zapreti restauracije zaradi nas, oziroma pri nas bi bili kaj kina zaprli, ali kaj? Še malo pa samo v Rinkotovem jazz klubu pojavljal, noter v ozadju pa pluval preko, ne vem, Maribora. Hej. Sorry. To je vse hipotetično. Ja, se počas bi se res lahko. Ja. Ne vem, zakaj se še nismo vedno. Ampak okay. Ne bomo žaljeni. Kaj še bomo rekli v tem filmu? Pa se mislim, da smo kar to že povedali. Mislim, meni bral sem o tem, da tisti aspekt vizualni, ki mi je pa bil všeč, je pa prav ta foodie aspekt, ker so zelo ti povečani makroti, ne, te hrane, za napisi seveda zraven, ki so tudi svoje vrstna pretencioznost. Ne. Ja, seveda. Še najbolj pretenciozni je na koncu, ker se v bistvu kao tam pojavi, cheeseburger, regularly made, ali kako koli, to se mi je zdelo, ajde, dobro. Tam so oni, če se ne motim, pa naj me kdo popravi, če se motim, so povabili iz te oddaje The Chef Stable,
ne vem, kje je to predvajano, ta ameriška zadeva ali Netflix ali nekaj tasga, celo njihovega DP-ja, da jim pride pomagati kot kot asistent direktor fotografije. No? In da ima zaradi tega v bistvu te hude, vse zame ima hude prelome med lepo sliko, zelo modernistično, čisto, ampak po drugi strani zelo nezapomljivo, ker ne vem, če modernizem pač, ja. Tudi, ja, rečemo temu tako, nezapomljiv. Pol pa imaš te makrošote za napisi, ki so zelo lepi in je to kao, ampak drugače se pa v bistvu na tej ravni niti ne želi ukvarjati z nekimi presežki ali pa... V bistvu sem celo... Za razliko od nekih filmov, ki se dogajajo v kuhinji, nimaš teh posnetkov, foodporna, kako oni setskajo priprave in to vse. Ja, to je zelo zadržano. Je. V bistvu v tem smislu, kao film je lepo zmontiran pa posnet. Ni pa zdaj najbolj, ne vem, zapomljiva zadeva v tem smislu, ker toliko se pa zavedali, da pač kao, ok, imamo pač takšen koncept, kot ga imamo in ga želimo furati na ta način. Mislim, da ja, mogoče pa res ta statika, ki je bila prej omenjena, ker jaz sem se sicer v Letterboxd reviewju bolj izrazil kot komorno, no? Ki zna biti čisto zanimivo, dobro posneto, pa mislim, da se celo najbolj izrazi v tistem šotu, ko moški bežijo, pa ženske same ostanejo, da tam celo ta poseditev v prostoru, postavitev v prostoru dobi neko dinamiko, ker se kamera malo kroži, koti so malo drugačni. Da pa tudi to, več pa ni. Meni se je taka najbolj on the nose zadeva zdela to z krili, da je angel investor, angel, ko po naše to rečejo, in ga potem dajo v krila in vržejo v morje. To je tudi moj problem potem s to body art performance umetnosti, ker je tak zelo surface. Ja, srednješolsko. Ja, glej, šef je, ni slikar. Mogoče je mogo biti, kar manj folka bi definitivno umrlo. Manj folka bi gledalo. Ne vem še. Ok, mi to vas zadrži fantazije zase, ali kaj ne rečem. No, to je bilo nekako to o tem filmu. Jaz upam, da ste uživali ne vem, zdaj pa ne vem, mogoče nam povejte v komentarjih pa v odgovorih, a ste tim #mito ali tim Igor in Aljoša, da zvemo, kje ste vi, ste pogledali tale film, če niste, kot rečeno, je na Disney Plusu zdajle dosegljiv za pogledati, tako da ga lahko hitro obodete. Mito, obupal si na Star Trek kotičkom? Ja, ker v bistvu ga nočem pečati skupaj s tem, ampak sorry, ne, joke. Ne vem, nisem se spomnil nobene epizode, ki bi se tako eksplicitno fokusirala ali na kritiko, ali pa na hrano, ali pa kaj tasga, tako da zgolj izpostavil bom to. Star Trek ima replikatorje in jaz kot nekdo, ki ne zna kuhati, prosim, čim prej mi dajte replikatorje. Jaz bi v sklopu Star Trek kotička dodal, da bomo dali link not do enega videa, ki smo ga midva z Mitotom že danes pogledala, in sicer Jamie Oliver in Patrick Stewart pripravljata mole, enchiladas mole, nekaj tak. In super, evo, the best prispevke. Jaz bom pa vseeno izpostavil prvega kuharja Voyagera Niliksa, ker vseeno mislim, da ima par kulinaričnih poskusov in zadetkov. Tudi parkrat proba koga ubiti. S hrano po večini. Tako da, mogoče bi Niliks rabo kakšen tečaj, kakšne kulinarike. Super. Kratka, in smo v rubriki Kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, kot vedno je prvi na vrsti. Igor, kaj si pogledal, bral, špilal in poslušal vmes? Torej, gledal sem film prav včeraj Fablemanovi, Spielbergov avtobiografski film in Nisi bil navdušen? Ne, veliko težav ima ta film, ima tudi enih par genialnih stvari, ampak ko je film dolg 2 uri pa pol, ima dovolj časa, da je lahko dober in slab. In vsekakor tudi, da je predolg. Ja, igra je ful dobra, določeni vidiki štorije so zelo zanimivi, določeni so pa problematični, ker pač tale mulc, ki pač predstavlja Spielberga,
ne vem, pri 5 letih zmontira film. In Ti potem ne verjameš, takoj vsako stvar, ki se loti tu znotraj filma, murata, takrat enkrat, ko mu ne, pa potem dobi genialno idejo ob naključnem dogodku, ki pač vse te tropi so not, iz katerih se je Weird Al movie tako lepo norčeval, jih lahko tukaj podoživite v ne karikirani različici. Ja, veš, kaj spomini so pasta, veš. Jaz bi si res mislil, da se ta film je nastal prej, pa ni mogel tega videti, ampak ko ti nekdo posname parodijo, pa se norce dela z teh reči, da boš naslednjič premislil, pa si rekel, fuck, kaj pa če je to Weird Al naredil. Ima pa potem enih par res dobrih scen in vsekakor, če se spravite gledati ta film, pogledajte čist do konca, ker čist zadnja scena je pa res krasna in kapo dol Spielbergu, da se je spomnil to tak narediti. Okay. In mi je všeč. No, ampak praviš, da Oscar pa bo, ja, bojim se, da ja. Mislim, tak je to, pa Everything, Everywhere, All at Once, sta glavna kandidata, pa tek za me ni nobene dileme, kater film je boljši. Ne? Že če gledam filmi, ki so v zadnjem letu nastali, ki so pač tale umetnikov Mladostni portret, varianta je Armageddon Time, meni osebno bistveno boljši, ampak očitno sodi med redke. Ampak tisto je res dober film, no tole pa je lušen pa odsukren. Ja. Pa vsi kadri, ki jih ta, ne vem, najprej 5, pa pol ne vem koliko let star otrok posname, so super. Pa tak ne vem, posnamejo video v temi, tako da vklopijo luči in potem so tak 3 viri luči in vse se krasno vidi in z Super 8 kamero. Ja. Vse se da. Glavnim ful je teh stvari, ki so tak nek cringy. Ok, začel sem malo gledati Velmo, prva 2 dela sta, meni je fun. Zelo dober joke mi je noter bil, ko nekdo reče 420 culture, da je to pomeni samo odrasli ljudi, ki gledajo risanke. Ker zakaj bi drugače? Bile so tele neke razne globusi in vse te nagrade in povsod je zmagala za komično serijo Abbott Elementary, ki je tudi na Disney Plus in sem pogledal prvih par delov in je kar ok, tak workplace comedy, klasičen, ki je postavljen v osnovno šolo, kjer so različno sposobni ljudje, tam najbolj nesposobna je seveda šefica, šokantno, kje smo to že videli. Je ok. Če ste že Office pogledali in Superstore in Parks and Rec, bo to tu nekje, pa lušno, dosveže narejeno. Prebral sem knjigo Cult Classic do konca, ki sem jo zadnjič omenil, mislim, da zelo mi je všeč, zelo zabavno. V bistvu je štorija o ženski, ki gre vsak večer, ko gre ven, sreča enega svojega bivšega. In potem je pač vsako to poglavje, kaj je bilo s tem, zakaj imaš pač ta en pogled noter. Potem pa se izkaže po ne vem katerem večeru, jo njena prijateljica pelje v neko zapuščeno sinagogo, da je tam not kult, v bistvu neke vrste, ki ga fura njun bivši šef, ki je skupaj z social media pa meditacijo pa whatnot ugotovil, kako zapakirati storitev, da se ti ljudje pojavijo tam, kjer si ti. In je point, da bojo prodajali storitev bogatašem, ki hočejo, da se jim, ne vem, ljudje iz preteklosti pojavijo, da z njimi razčistijo stvari, oziroma si buildajo samo podobo, ker so zdaj boljši od njih. In prek naključnih srečanj. In je hilarious, odlično napisano, ful priporočam. Torej, Cult Classic Sloan, kaže Crowley ali nekaj taja. Berem tudi Normal People, sem prek polovice, super napisana zadeva. Ne vem, zakaj noben ni povedal še do zdaj mi te vse liruni. Sta bi te včeraj pa sem pozval. Prvič sem odkril to. Pogledal sem bupen film, The Informer. Sem mislil, da boš rekel, da menju. Ne. Najsvojno. V bistvu je ameriški film, ki je posnet po
romanu 3 sekunde, ki je preveden v slovenščino, in sicer je avtor Anders Roslund, katerega en drug roman sem jaz prevajal, in tale Informer je za nič, tako res, ful je slabo. Vse skupaj ima super zasedbo, igran od tale, zdaj sem pozabil, ko je bila Marilyn Monroe. Ana de Armas igra noter, igran od Common, igran od ne vem, še en kup drugih ljudi, ampak res čisto wasted, štorija je in ne priporočam, The Informer, ja. Pa gledal sem Dede gre na jug, ki mi je bil okej, ja, lušno. Zgleda, da bomo imeli še eno slovensko uspešnico, tako da sem tega vesel. Dost vredo izvedeno. Tako da ja, dovolj. Jaz nisem bil tako nadušen, ampak mi pa je bil bolj všeč, kot sem mislil, da mi bo. To pa absolutno moram reči, da je bil bolje narejen kot tako, ampak ene stvari meni preprosto niso bile smešne, da se ubijem. Kaj to, da vsi sprašujejo vsake toliko, če ste geja? Dobro, pustimo te boomerjevske zadeve, ampak meni recimo tudi Maruša Majer ni bila... Res? Njena vloga mi je bila toliko slabo... Nekdo, ki razpreda v filozofiji cel cajt. Ja, ampak tako mislim, tako, da bere skript pred nami. Malo mi je bilo preveč napifljeno. Ni znala tega in tudi jaz ne vem, kako bi prenesti v neko, a veš, Travolta, pa ne vem kaj, pogovor o burgerju ali pa ne vem kaj, ker je, ta vibe je Tarantino vibe nekega morilca, ki je ful pameten ali pa ful konverzacionalist, ampak ni, spadlo mi je tako zelo, ona ful govori, pol pa neka dva joka nazaj nekaj reče in si tako, ok, whatever. Ampak ja, drugače pa igra pa me presenetila tudi recimo ta Zala Đurić, recimo, torej jaz je prej nisem videl, kaj je igrala po nekih slovenskih teh serijah ali kaj zvem kaj, se mi je zdela tako zelo ful dobra igralka, no. Ful je bila dobra v Rudarju. Tam je bila res dobra. Tako da ja, ampak me pa veseli, da je v kinih in da ljudje hodijo gledati še kaj drugega kot Avatar. Mito, kaj si ti pogledal? Jaz sem pa pogledal White Noise na Netflixu, ta z Adam Driverjem, pa z, kak je ime? Greta Gerwig. Hvala. Lušna, zabavna zadeva, tako precej intelektualistična, pa tudi resna, no, v smislu, kao, da se pač ta par resno ukvarja z smrtjo kot filozofsko vprašanje, kot eksistencialistično vprašanje, ampak tak na dost nelahkoten, tega ne bi rekel način, ampak tak zelo tekoč način, nekaj, kar lahko spremljaš, nekaj, kar ti je ok spremljati. Tudi potem ves ta zaplet, ki je narejen v smislu, da neka, kako temu rečejo, toxic cloud. To airborne toxic event. Ja, nekaj tazga, ja, kao kot neka štartna točka za vso dogajanje, potem pol še pa imaš zraven neko dogajanje okrog droge, pa mentalnih sposobnosti. Ne, sposobnosti, mentalnih mental issues, no. Ves ta paketek je zelo lepo napisan. Hvala. Točno. To stiske snisko. Naj ti ponudim stiske. Ne, mislim, lušni film, prej mi je minil, kot sem pa mislil, da bo, no. Zna biti težek na cajte, ampak je pa lepo posnet. Ima ta neki 80s vibe, ki je zelo lepo umeščen, pa konceptualno upravičen. Igro sem že omenil, pa tudi tako lepa zadeva, no. Meni je bil humor zelo dober, no. Skoraj tako dober kot v The Menu. Povsem drugačen. Ja, ne, ful je bolj narejen kot v Menu, ful je bolj subtilen, vidi se, da temelji na resnem literarnem delu. Pretencioznem rahlo, ampak pustimo to. Ja. Knjigo bi res rad prebral, vem, da je šla v modernih klasikih, tako da jo moram nekje uloviti, ukrast, kakorkoli. Ni prišla že prej v 20. stoletju? Veš kaj, mislim, da je ena je v 20. ampak ne vem, če Beli šum, ne vem, če ni Mitova celo prav, mislim, da je Beli šum v modernih klasikih, ena prejšnja njegova je pa v
katera žena druga je išla v okay. 20. stoletju. Ne, prav šel sem, mislim, da ne vem, kjera stran mi je plunila ven, da pač Beli šum je v modernih klasikih številka 18, tako da to je res neka zgodna zadeva. Ni pa je najdza na bolhi, tako da če kdo to posluša, pa jo ima viška, prosim se, pokličite, javite kakorkoli. Tako da ja, priporočam, meni je zelo fina zadeva, no. Luštna. Pol pa sem še pogledal Pale Blue Eyes, to pa za ta zadnji Netflixova ponudba, ali pa januarska ponudba, no, za krimič, za katerega vsi veste tlele za to mizo in v etro, da ni baš moj žanr, ampak sem pa užival. Mislim, malo se mi vleče, pa osebno bi ga že režiserja malo brcnil v rit, da se pri določenih momentih malo spravi naprej, ni pa čist mim, no. Ne zgreši za glavnih poant ali pa glavnih nastavkov, ki jih sam zastavlja. Mislim, da je tudi odnos med Poem pa kako je že? Preiskovalcem, ki ga igra Christian Bale, ki mu je ime Landon, da je lušna, pa sam misteri se dobro zaključi, pa ko se v bistvu razplet zgodi, se mi je zdelo, ok, to je res to, pa se zgodi še dodaten zaplet in reveal in levo desno, takrat je dobo plus točko takoj še za to, ker tega res nisem pričakoval, kljub temu, da vem, da mogoče bi kdo prej to zasledil, ker pa nisem talent za to, ampak ja. No, zdaj ne bom se hvalil, da bi jaz gotovo, ampak jaz sem hočem reči, da je zelo težko, nemogoče zaslediti, ker izveš preprosto premalo, da bi ti lahko kakorkoli prišel do tega. Meni je bil zelo nenavaden film z tega stališča, da mu nič ni zares manjkalo, vse se je zdelo, da je okej. Pa vseeno na koncu, ko sem ga pogledal, sem bil tako, ok, se je bil fajn, ampak ni pa bil zdaj spet ne vem kaj, ne. Tako da mi je tako, ker drugače je to točno moj žanr, jaz imam pa ful rad to zgodovinska detektivka, Edgar Allan Poe je not, the best, ampak ja, malo mi je pa na koncu nekaj manjkal, pa ne vem čisto točno. Moj feeling je bil, da v bistvu film si vzame 3/4 svojega runtime časa, ne, da v bistvu postavi zadeve, pa so liki cool, pa je svetloba cool, naprimer meni je osvetlitev, čist fotografskega stališča, osvetlitev gostilne, v katero pride Landon, pa je sreča Poa, noter se mi zdi, točno tako bi morala izgledati gostilna 1830. leta, to sem prvič zdaj videl. Ne, in mi je bilo to, the best, pa cela fotografija je lušna, ampak nič zdaj memorable v tem smislu ostalo, ne. Ampak, pa na koncu pa zdrdrajo tile revili, pa dokazi, pa razsvetlitve, kar naenkrat, ok, odkot si pa to potem, čakaj malo, kako pa to, kako si pa to skužil, in se mi zdi, ok, I get it, pa je tam, in po mojem, če bi zdaj šel še enkrat gledati, bi najbrž kaj zaslutil, ampak ja. Ja, ker ten prvi revil, mislim, prva ta zadeva je, pa tako od prvega šota tega človeka sem vedel, da je on zraven, zdaj pa pač in pol me presenetil, seveda ta druga stvar, ampak ja, se strinjam, ful je lepo tudi narejen film, mal ima ta občutka 7, tale mal noarovskega, že skoraj da vse se ponovadi po noč dogaja, če pa ne pa itak, ampak po drugi strani pa ne pretirava za to temoto, ne? Vseeno dogaja se po zim, sneg je in vidiš tudi, Edgar Allan Poe je vedno v nekih bolj barvitih oblačilih, moder, zato ker ima to uniformo in tako, izuno žensko, ko sta oba modra na snegu, gleda zelo lepo vse skupaj. No? Ja, mene je spominjal ful na Sleepy Hollow, samo je bolj, kako ne rečem, resnoben pristop do te iste fotografije. Ja, seveda ne, mislim pa ni karikirano v tem smislu, stilistično, ne. Ampak taka naturalistična fotografija, ta Hudson River, ki je isto kot v Sleepy Hollow, je ista lokacija, samo da pač imaš ta fotografija je tle res naturalistično, resnobno zastavljena, vseeno se gremo resen žanr in tako naprej, ampak vseeno pa ni toliko v ospredju, da bi ti zdaj kot pri Burtonu pač prevzela določene momente zgodbe ali pa kaj ta zgane. Tako da je, vsekakor priporočam, je za pogledati, ni pa zdaj, ne vem, izumo tople vode. No. No, jaz vem, zakaj je na koncu vse tako na hitro narejeno, ne? Ker je za Netflix narejen in ljudje, mislim, Netflix pričakuje, da bo pri toliko počasnem filmu večina ljudi zaspala, ali pa si bojo nazaj odvrteli samo konec, pa lahko moja fajn povzeti. Ok, tudi vredo, tudi prav. Ok, Igor, ti že veš. Okay. Super, hvala mi to. Kaj pa si ti pogledal? Jaz sem pogledal ene par stvari, tudi jaz, ker sem bil bolan ta vikend. Drugače pa še eno stvar za nazaj, mogoče ne vem, če sem že omenil Wednesday, sem pogledal prvo sezono, zdaj, ko se je izkazalo, no, da bo še druga. No, to bi lahko gledal. In meni se je zdelo zelo fajn, no.
Jaz moram reči, da sicer je tako, vibe, ki ga dobiš takoj po prvi epizodi, je pač Harry Potter. In bolj ko gledaš, bolj si tako, ne Harry Potter, ja, vse je tako zelo Harry Potterjevsko, je pa pač ona fenomenalna, no? Pač kot lik. In jaz nisem čist dobro razumel, moram si kritike prebrati, kaj je zdaj ta problem, da je ona totalno spremenjena, ne vem kaj. Ja, pač kakšno prijateljco si pridobi na šoli. Valjda ne moramo lik gledati 10 delov, ki bo totalno otojen od ljudi, da sem govoril cinične stvari, pa o smrti, pa to. Malo bi bilo naporno. No? Zato, jaz sem pri tretjem delu obtičal, pa razumem to kritiko, ker se isto strinjam, vse pri tretjem delu še vedno, kjer še komod spremljam ali pa pogrešam sredo /Wednesday, ki je točno to, odtojena, cinična, emocionalno. Vsi tudi na koncu je še vedno cinična, tudi če ima kakega prijatelja. Čisto ampak ja, pretiravati s tem pa pač ne moreš, jaz ne vem. Kaj da ne, gost do konca. Pizda. Pa še poleg tega, meni je bila una vokodlačica tako simpatična, da bi mi bilo grozno od nje, če je ne bi, malo vsaj objela enkrat. To pa res ne bi bilo fajn. Tako se je trudila, res ima tako neko pasijo obraz, oziroma tako oči, ne vem, da ne bom užalo igral. Vokodlakov. Ja, vokodlakov, ja. Potem pogledal sem The Grey Man, po dolgem času sem se odločil, da bo mogoče pa en akcijski Netflixov film, najdražji Netflixov film. In ja, jaz sem že napisal 3 peticije Netflixov in jih sprašujem, kam je šel ves ta denar, ker ni šel ne v scenarij, ne v akcijo, ne koreografijo, montažo, kamero. Mislim, igro. To je pa res film za 200 milijonov, ki izgleda, kot da je posnet v Sloveniji. Resno, tako. Kamera za nič. Ja, naši davki vse poberajo. Ja, jaz ne vem, no včasih tako se res sprašuješ, kaj je režiser mislil tem odlomkom, da pustimo to, da pa scenarij ne, pač ni ga, dobesedno neobstoječ scenarij, čeprav kao po neki knjigi in pa akcija tok slaba, no. Neki se še tu pa tam matre, tam na avionu še neki mal tega John Wickovskega od blizu kombata, pol pa kjer le lahko je CGI. In kjer le lahko nič ne vidimo, bo je naredil tako, da bomo čim manj videli. Ja, ona dva sta prav rekla, da ona dva naredita eno za denar, pa eno zase zadevo in ta je bila za denar. Dosti jasna sta bila glede tega. Okay, in potem sem bil več čas pripričan, da je Netflix cancelil naslednji del, potem sem pa po Googlu povedal, da ne. Ni. To bo še ena, kaj? Ja. Tudi Rusotov. Tudi misliš, kar mislim, tega je knjig je full, tako da to je še kar nekaj materijala. Okay. Vprašanje, če bo tudi pri drugem se ustavilo. Skratka, to pa pogledal sem Enola Holmes 1 in 2. In moram reči, da sem bil zelo navdušen. Drugi del mi je bil mogoče mal slabši, pa mal predolg. Ampak pač potencira prvi film. Mislim... Ampak še vedno full, zelo dober. Pač to sta po dolgem cajtu same velike ocene pri mojem Letterboxdu, zmenijem vred, pa ta dva filma sta dobila res veliko ocene. Meni je bilo super, no, meni je... Mislim, ona dva imata super dinamiko, Cavill pa tale 11. Ja, zdaj tudi pozava, kako je že ime 11. Kaj je že ta igralka? Ampak ja, Millie Bobby Brown, ja. Fenomenalna je in super odigra in Cavill eden mojih najljubših Sherlockov Holmesov, pa sem res pogledal skoraj dobesedno vse Sherlocke, ampak je izjemno. Mislim, v primerjavi z Downeyjem, ja. Ja, ok. Ti Sherlock, ampak pustimo to. Me pa je Mycroft presenetil, tako zelo je zanimivo. Ja, škoda, da ga v dvojki ni. Ja, to pa je res malo škoda. Ampak ja, glej, meni je bilo to pa ta, za tiste, ki ste tako anti-woke, ker vem, da vas je nekaj, ki tole poslušate, to je meni idealen film, ki pokaže, kako ti lahko sodoben pogled na zgodovino pleteš noter. Pa se ni tako sodoben, takrat so se te stvari res dogajale. To je pač čas sufražetk, feminizma, prvih valov feminizma in tako. Ampak kako je to dober upeljan noter, pa v zgodovinsko podlago, pa smiselno narejen, pa ne pretenciozno, ne ti imaš njo, ki jo mama uči fajtati, pa pač se postaviti zase, ampak seveda njo zdaj nek fizično močnejši moški z lahkoto, pač tako je to kot cajta da in res tolčejo po nje. Na trenutke je meni tako, sem si mislil, jaz ne vem, če bi to otroku pustil gledati, da ga bo to v življenju tepli, no ne vem. Ampak res, on se tale kaj že igralce res pravi na njo, no. Tako da super film, zelo priporočam oba in tu pa upam, da naredijo tretjega, dej na Netflix. Spravite se k delu, Ja, da te on gnar od greja, enoli ali kaj. Ljudje in ljudine, a verjamete? To
To je bila že naša 145. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mailbot, podcast za serijo filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor Jedel pri Ani Roš. Okay. Mito, vse je bilo slabo, kar sem naredil. Gegič. Definitivno. Aljoša, najbolj resnična izjava danes. In Aljoša, a mi gostje lažejo. Tole epizodo smo znova posneli v našem štabu v kinogledališču Bežigrad, kjer smo doma in kjer imajo dovolj hrane, pijače, kokec in filmov, da lahko pridete kadarkoli na obisk. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast ali Spotify, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če ste med poslušanjem te epizode postali lačni, priporočamo sprehod okrog bloka. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku, Instagramu in Tinderju. Spet še vedno imam ta Tinder not. Hvala. Brez pikic mesece pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktriju, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bomo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno mrežo še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, recepte za hrenovke, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 145. epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja epizoda je torej na vrsti 7. februarja in v njej še tudi ne vemo, o čem bomo govorili. Upam, da se edino odločimo kakšno jutro prej. Sporočimo vam predhodno ali pa tudi ne, kakorkoli že. Slišimo se takrat. Hvala vam za vašo pozornost. Dober tek.